Kar se tiče samega tekmovanja, nismo najbolj, oziroma nisem najbolj zadovoljen iz prostega razloga, ker smo preveč podarili nasprotnikom. Nekako za samo rastjo ekipe, predvsem v taktičnem smislu, v fazi napada, v fazi obrambe, smo naredili dober korak naprej, je pa to dejstvo, da se treba ponavljati. Vse skupaj, kar gledamo, tekme oziroma analiziramo, ne smemo biti zadovoljni, zato ker ko pogledamo prejete zadetke, je bilo preenostavno. Če pogledamo skozi analizo, od 12 prejetih zadetkov smo bili 4-krat, bom rekel, nekako izigrani in 8 zadetkov čiste individualne napake. To je stvar, na kateri morajo igralci delati ogromno, da se individualne napake ne ponavljajo in tukaj avtomatsko potegne celotno sliko za sabo, da smo v zadnjih 3 tekmah zadeli 8-krat, prejeli pa 6 zadetkov. Tako da to je en pokazatelj, o katerem moramo razmišljati v prihodnosti. Če pogledamo s pozitivne strani, da v zadnjih 5 tekmah smo bili enkrat poraženi, 4-krat zaporedoma pa ne poraženi, pomeni 1 zmaga, 3 neodločeni rezultati, moramo gledati to z pozitivne strani. In tudi en pokazatelj, kar je po mojem mnenju ena velika posebnost proti Radomljam, smo dosegli zadetek po 20 podajah in popolnoma vsi igralci čisto vsi igralci so se dotaknili žoge, kar je redkost v današnjem nogometu, še posebej glede taktičnih usmeritev nasprotnih ekip, kjer je zelo težko prebiti skozi kontinuiran napad. Začnemo z 4. januarjem z prvim treningom, 3. januarjem z skupno večerjo. Vsi igralci imajo svoje programe, vsi igralci imajo navodila, kako in kaj biti, preživeti aktivno tole pauzo, ki se je podaljšala, tako da z tega stališča smo lahko zadovoljni, ker dobimo več počitka. Je pa pomembno, da smo usmerjeni v delo, v odrekanje, v pripravljenost trdega dela in se bo razdelili priprave se bo razdelile na 2 dela, to pomeni na prvi del v Mariboru, drugi del v Turčiji in potem povratek in priprava na spomladanski del prvenstva. Maks je bil moja želja, športni direktor mi je to omogočil in klub je to omogočil, tako da se tudi tu zahvaljujem klubu in športnemu direktorju. Pomeni, iščemo igralce, kateri imajo zmagovalno mentaliteto, kateri nam karakterno odgovarjajo za NK Maribor in mislim, da je Maks odlična rešitev. Kako in kaj se bo razpletlo, je ogromno odvisno od njega, ogromno je odvisno, kako hitro se bo adaptiral, ampak glede izkušenj, ki jih imamo z igralci iz Obale, sem pozitiven. Z športnim direktorjem smo vsak dan na vezi, pripravlja sva stvari, kako in kaj. Nepošteno bi bilo, da govorim v njegovem imenu, dejstvo je, da imava določene igralce, ki so cilj. Če se bo vse izpeljalo, bomo zelo zadovoljni, bomo dvignili nivo predvsem karakterne in zmagovalne mentalitete v ekipi. Po drugi strani je pa športni direktor tale, ki lahko pove o tem delu kadrovanja malo več. Po pravici povedano, prvo, kar si želim, je, da dobimo eno stabilnost, kontinuiteto v samih igrah, ker je bilo preveč nihanj, tako v sami igri, tako od tekme do tekme, da zmanjšamo število prejetih golov, kar je nerazumljivo za filozofijo tekmovanja. Po drugi strani pa poskušati zmagati na čim več tekmah in biti zelo konkurenčen v ligi in seveda iskati svojo priložnost skozi pokal. Da bi se slepili, da še prvo mesto dosegljivo, seveda teoretično je, ampak dejstvo je, da želimo biti uspešni, da lahko naredimo podlago za naslednje leto.
Mogoče bi tukaj eno zadevo izpostavil, to je ena podpora navijačev, ki je zame zelo pozitivno presenečenje. Pomeni, da verjamejo v projekt, da verjamejo v klub in tukaj moramo mi odgovoriti na igrišču in potem seveda skupaj stopiti v boljši jutri.